Pozdravljeni v najlepši pomorski deželi iz studia 136. Danes se začenja evropska tekma domačih kandidatk in kandidatov za poslance parlamenta v Bruslju ali Štrasburu. Parlamentarne stranke in ostale zunaj njega so začele vlagati evropske liste svojih mitskih francelnov na državno volilno komisijo. In kaj nudijo ter skoraj pričakujejo od vas kandidati strank KSS, SMS, Zeleni in LDS ter SDS? Lista KSS. Moram pa povedati še nekaj. Mi imamo tudi edini, v čem smo še edini, da imamo edini dijakinjo tudi na listi, polnoletno. To je naša kolegica Nina Suhadolnik-Lahutnik. In ne vem, če je bilo že kdaj, kakšna lista, da je imela dijaka na svojem seznamu kandidatov. Smo tudi mi se všeli izraziti z našim sloganom Pomladimo staro celino, v bistvu kadrovsko, kot lahko vidite. Naš slogan je Pomladimo staro celino. Mislim, da rabimo nove, sveže kadre, neobremenjene, tudi to, in pa sveže ideje. Veliko novih idej bo treba spremeniti. Vemo krizo liberalizma in odgovor mora biti nov družbeni red. Lista SMS. Ja. Torej, moj cilj je, ker sem oldtimer, na ekološkem kredu, pomladiti stranko mladih. Ali to pomeni, da bodo kakšni preferenčni glasovi, ja ali ne, drugo vprašanje, drugorazredno vprašanje se danes reče. Prvorazredno vprašanje je ta, da mora seveda Darko Krajnc zmagati. Darko Krajnc mora zmagati. Lista LDS. Jaz pozivam vse polnoletne, da pridejo, mladoletne pa da pridejo pogledati, kako volitve zares izgledajo, kajti volitev bo še kar nekaj. Leta 2004 smo se odlično odrezali, bili smo na 21. mestu po udeležbi med 25 državami članicami. Od takrat do zdaj smo najprej prvi in edini prevzeli evro, potem smo predsedovali, zdaj predsedujemo Svetu Evrope in širšo Evropo učimo, kaj so to človekove pravice. Zato se mi zdi prav, da bi ljudi navadili, da izkoristijo svojo pravico in se neposredno izrečajo, kdo ali katera naj jih zastopa v edini izvoljeni evropski inštituciji. Tako da, če ni časa v nedeljo 7., je pa nedvomno čas tisti teden pred 7. mogoče iti na predčasne volitve in tudi z udeležbo pokazati in dokazati našo evropskost. Špela fakit, no. Kakšen evroščunt je bil pa tole? Kar neki. Da spust raje še polunga Milana Double Dedek Zvira, ker to je bilo kar neki, no. Štekaš. Imamo ljudi zaposlene v evropskih inštitucijah, imamo evropskega komisarja, neprestižne mogoče na nek način, imel možnost izobraževanja, zlasti izobraževanja. Imamo močnejši po ključu, torej dva iz enega spola, enega iz drugega. Medtem, ko se otroci nove Evrope ukvarjajo z volitvami, sta prvi minister Red Bullov Pahorjev Borči in republiški predsednik Danilo Atatürkov državljane ponovno dražila s hrvaškimi ribami v slovenskem teritorialnem morju. Premier bo o tej temi v Pragi nagovoril tudi vzhodnoevropske kolege. Predsednik države pa je že od leta 1941 razdvojen narod z domačijskim optimizmom nagovoril, kako naj sprejema reševanje morskega spora z južno sosedo. Koliko sijete? Kot veste, sem sedaj odpravil v Prago. Torej, sedaj odhajam v Prago. Lepo zdrav, srečno. Vprašanje? Pa to je povedal isto kot včeraj, ali se... Dobar dan, gospod predsednik. Dobar dan. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj na tem pogovoru o reševanju prvih vprašanj, na enem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Večji unity, pravite, bi rabili v Slovenci, ne? Z malo večjim duhom. Ja, gledajte, vi ste uporabili izraz unity, ne?
To je tudi vprašanje, ker to pomeni enotnost. Jaz ne verjamem, da je treba ravno iskati enotnost. Mi smo pluralna družba in v pluralni družbi je naravno, da so neka mnenja take vrste tudi močna, da jih pravzaprav ni mogoče popolnoma poenotiti. Ampak lahko se doseže neka široka razumevanja, široke podpore in verjamem, da je to eno tisti vprašanj, kjer je tako široko podporo možno doseči. Hvala, da ste blizu dobre volje. Želim. Se je takšen čas, mladi tu. Zaradi socialne krize v državi je Rdeči križ Slovenije obiskal prvi mož NLB Draško Veselinovič, ki je humanitarni organizaciji za akcijo Lepo je deliti predal oglasno tablo banke z vpisano vsoto v 15.000 apoenih evropske valute. Vodilna moža organizacije za pomoč revežem, predsednik Franc Košir in sekretar za generalne storitve Janez Pezelj, sta vzhičena zbranim pojasnila, da bo skupna zbrana vsota $500 000 že danes pravilno razporejena v paketih s hrano ali po domače povedano, takoj razgrabljena. Volite, da vam simbolno predam tole. To je v tem trenutku zbran denar, kot sem rekel, akcija pa še poteka, tako da verjamemo, da bomo uspeli nadaljevati in seveda lepo pomnožiti ta znesek, kot je bilo prej rečeno, da bomo tudi tukaj množiti. Dobro, jaz bi prisrčno zahvalil gospodu Veselinoviču za to darilo, za to donacijo. Seveda bi pa obenem se pa tudi zahvalil vsem tvojim zaposlenim, ki so toliko prispevali in upam, da bomo še dobro naprej sodelovali, kajti v slogi je moč, jaz pravim, in tukaj se vidi iz tega velikega zneska. In še po teh časih. Ja, in še teh časih, težkih časih pa ste še toliko zbrali. Prvak oranževcev Gregor Novomeški Golobič je ponovno užival v ulični novinarski konferenci po seji vlade in za medije brskal po spominu na temo NLB. V svoji izjavi je med vrsticami celo podprl ponovno kandidaturo za bančno nadzornico Metko Eko Tekavčičevo. Zakaj le? Zakaj le? Zakaj le? Mislim, da nekdo, ki je univerzitetni profesor z področja ekonomije, izpolnjuje nek elementarni, zanesljivo več kot samo elementarni pogoj. Vse drugo pa bo stvar presojevalcev, ki bodo tu se ozrli tudi na druge vidike. Nenazadnje, eden od vidikov, ki se meni zdi pomemben, pa ne mislim, da ga bo aplicirati na konkretno osebo, je, da se mi zdi prav, da bi pri določanju sestav nadzornih svetov pristojni ministri upoštevali tudi vidike tako imenovane pozitivne diskriminacije, torej enakopravnejše zastopanost obeh spolov. Ne vem, zakaj bi nadzorniki morali biti samo moški. Slovenija, 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 kulturac. V nedeljo bo v dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu slovenska praizvedba gledališke predstave Črni kos, ki je v originalu delo Davida Harrowerja. Na slovenski oder so jo tokrat postavili člani zavoda Imaginarni, v njej pa v glavnih vlogah nastopata Iva Babič in Janez Starina. Srebrno žlico! A da je iz Amerika po naključju, a ne bi rekla, da niso to neke megalomanske plodnje, ker bogati, veš, bogati tudi spijo z majhnimi punčkami. Jim tudi uničujejo življenje. Pravzaprav morajo bogati ravno toliko seksati s majhnimi punčkami kot revni, mora biti popolno. Ampak dobro, če služi svojemu. V Vitanjih, domačem kraju slovenskega raketnega inženirja Hermana Potočnika Nordunga, je bila v sredo v sklopu festivala Exodus otvoritev razstave fotografij ruskega kozmonavta dr. Jurija Baturina. Razstava bo na ogled do konca meseca. Я очень хочу надеяться, что эту выставку космической фотографии увидят не только žitelji Vitanje, no i другие граждане Slovenije. Še vreme. Zaradi povečane koncentracije uršk v Ljubljani med vikendom damam priporočamo lovljenje janezov v bolj zakotnih logih. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.